The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ja. Že da se lahko ne vidi. Že ni v kadru, še ni dosti širokokol. Že tu manjka pol, že ta manjka pol. Ej, nehte se zabavati. Ti, ki si skušala, kaj zdaj se boš iz debelih sam norca delala. Itak. Ma, fuck you. Zato spa ti moj bajsi. Evo, sončki, dobrodošli nazaj na Kolesarski čvek. Po dolgem času, oziroma kakšnemu letu, po moje slabmu, se nam je zopet pridružil Simon iz Human Performance Centra. Petra je pred kratkim naredila test pri njih, tako da bomo malo o tem testu, pa še s kakšnimi nasveti bomo postregali, kar se tiče treningov po zim za naslednjo sezono. Tako da v tem pa še Petra ima ziher kakšne piškotke, ki jih bo delila, tako da bomo o tem smo ful vprašanj za Simona. Sej Simon, srečno poročen, kdaj bo otrok. Ja, to so že, ko smo bili na testu, ga sprašvala. Ja, saj kadar naslednjič, ko pride moči. Dobrodošel nazaj. Ja, hvala, ker si vzel cajt. Malenkost. Dej povej najprej, kaj poteka, kaj se kaj dogaja v Human Performance, v HPC-ju, bomo zdaj kar tako na hitro rekli. Okay. Koliko je kaj kolesarjev, kjere športnike še imate, mogoče sam na hiter en tak brief v firmi. V bistvu brief, ja, v bistvu v zadnjem letu, slabem letu, kar sem bil tu, se je v bistvu ekipa še rahlo povečala. V bistvu smo dobili še eno, dajmo reči, dodatek, kar se tiče iz kinezološkega dela. Naš študent, ki je v bistvu prišel opravljati prakso, pa se je izkazal, da je izredno zagnan, delovan, ful rad v bistvu raziskuje, tako da je v bistvu potem pač kar nekako stal del ekipe naprej, ki tudi v bistvu zdaj pridno že dela delno na strani za kolesarji, nekaj malega tudi vadba za moč, velik del se pa sicer zdaj malenkost bolj specializira v šport, ki je mogoče kolesarjem malo manj znan, in to je pa Hyrox. Ok, se pravi, to je pa kombinacija vzdržljivostnega športa pa vadbe za moč. To so unike, ki vleče do une sanke, pa meče do pa burpije, dela do pa te zadeve. Se pravi, tako malo mešana, ker sicer še vedno pač rabimo elemente vzdržljivostnega športa, se pravi, tudi kolo se zraven vključuje tek, ampak ja, v bistvu kombinacija nekako bojega. No. Tako da ja, to je v bistvu iz tega vidika, pač, kar se tiče kolesarjev, po ostalih zadev smo pa pač pridni, delamo naprej, v bistvu pač se razvijamo. V letošnji sezoni bomo v bistvu sodelovali še z žensko Cofidis ekipo, tako da to je v bistvu pač super, par takih zanimivih stvari. Malo smo v bistvu tudi raziskovali vmes, glih, mislim, da en teden nazaj, 10 dni nazaj so nam potrdili tudi v bistvu reviewer recenzenti v bistvu zadnjo študijo, ki se je pač pisala, tako da bi tudi zaenkrat počasi mogla biti objavljena, ki je bila bolj namenjena, se pravi, strategijam vnosa ogljikohidratov med samim treningom oziroma med tekmovanjem. Ostalo pa v bistvu, ja, nekako pač po planu. Kolesarji trenirajo, tekmujejo, nekateri zmagujejo, nekateri so v stopničkah, nekateri pač izboljšujejo svoje rezultate, nekateri so pa tudi taki, da se včasih borimo, kaj bomo z njimi naredili. Zdaj mi povej tole študijo, ki si rekel. In kaj lahko poveš o tem? V bistvu tako načeloma zelo zanimivo je bilo iz tega vidika, ker smo v bistvu ovrgli eno izmed naših teorij, ki smo jih imeli, kar se tiče pač vnosa med vadbo. Tako da overall zaključka, dajmo reči, sta lahko dva. Ena pač, če je zadosten vnos ogljikohidratov na kolesu, strategija, se pravi, a boš prej začel več, manj, ali boš imel enakomerno, ali boš stopnjeval, ne igra vloge pri tem, a bi to vplivalo na performance. Drugi zaključek, ki pa je, ki ga pa mogoče še malo bolj do potankosti, pač enkrat poraziskujemo, je pa to, da je precej bolj pomembno to, kakšen je bil loading prej. Se pravi, prej ima precej večjo težo kot pa tisto, pač, kar je vmes. Tako da vsi tisti ekstremi, ki jih poznamo danes, 100, 120, 150, 200 gramov na uro, so pač bučke,
ker pač ne pije vode. To, če nekomu ni problem pač pojesti, če ne pomeni, da pač karkoli dobrega od tega pač odnese, se pravi, imamo na drugi strani absorpcijo in pa imamo še pač utilizacijo, to lahko pač sploh porabiš. Tako da precej bolje pa tisto, kjer še večinoma kolesarjev fejla, je pa v bistvu zadosten vnos ogljikovih hidratov pred vadbo. Se pravi, da mi trening začnemo pa z zadostno količino glikogenskih zalog, ker če tega ni, potem nič drugega ne laufa. Ampak se v bistvu niste bili verjetno prav presenečeni na tem. Glede prvega dela ne, rahlo glede drugega dela, se pravi nos, mi smo imeli v bistvu 3 pogoje. Eno je bilo, da smo imeli naraščajoč nos, se pravi, smo začeli z manjšimi količinami, pa potem v bistvu stopnjevali proti koncu, ko se pač glikogenske zaloge že pač porabido, da smo takrat imeli večje količine. En pogoj je bil, da smo začeli z višjim nosom, pa smo imeli potem proti koncu nižje, en je bil pa skozi konstanten nos 90 gramov na uro. Se v bistvu presenetil vas je ta del, Naša teorija je, da se bo najboljše v bistvu vnesla pač naraščajoč nos, zato ker vemo, da v bistvu v prvi fazi ali pa v prvi uri pa pol traja, da mi v bistvu sploh vnešene ogljikove hidrate začnemo pač uporabljati, oksidirati. Ampak v bistvu se je izkazalo, da pač načeloma, če je zadosten nos, pač ni razlike. Razlika je bila samo pri tem presubjektivni zaznavi, nekoliko več so imeli težavi z prebavili, če so ful velik nos začeli na začetku. To, ostalo pa bistvenih nekih statističnih razlik ni bilo zaznati. Ampak to je kaj pogojen glede na čas vožnje, ki ga uporabiš, se pravi, zdaj ne vem, sem jaz prav razumel, se pravi, nima niti veze, če sploh karkoli ješ med vadbo, če si prej... Ne, če si še vedno rabiš dovolj visok nos, se pravi, če greš nekje med 60 do 90 gramov na uro, ali pa če gremo na tisto, da ima reči teoretično najvišjo mejo, kjer pač lahko še stvari pač porabimo, se pravi, okoli 90-95 gramov na uro. Če imaš toliko visok nos, je vseeno pač kako ga boš točno vnašal. Samo da to količino pač vneseš. Tudi če pač je rahlo drugače porazporejeno. Jaz vidim, če imaš ti recimo trening, sem imel spred, da si ti začel, ne vem, prvo uro 40 gramov, drugo uro 60 gramov in potem si pa šel na teh 90 in si pol do konca, če si se vozil 6-7 ur, jedu 90 na uro. Zdaj so pa ugotovili, da je v bistvu bolj važno, da ti ješ na uro teh 90, ne, ampak ne glede na to, a si jih razporejaš. Samo mičkeno pač pol prilagajamo bolj kot ne, samo to, da nekaterim na začetku grejo na kolo, sploh če je relativno blizu bil tudi še, ne vem, obrok, ne paše jest. Tako da ni problem potem, če je na začetku malo manjše, če ne ima da pač kakšne pač prebavne težave, slabosti, ampak dokler je ta nos relativno pač visok, ne bo igralo vlogo, kako ga boš. Meni tako kar paše, da začnem čim kasneje, ne, ker ponovadi jem zelo veliko prej, in mi kar paše, da začnem čim kasneje. Mi smo imeli to v bistvu protokol, je bil sestavljen, tako smo imeli 3 ure simulacijo dirko, potem pa še pač performance test, tako da v bistvu v vseh 3 pogojih je bil pač moč, ki so jo na koncu sproducirali v 10 minutah, se pravi praktično enak, ni bilo pač razlik. Ful zanimiv, da smo to omenili na začetku, ker glih danes zjutraj sem na Facebooku, ne vem, je bilo Združenje kolesarjev ali kaj, ta prvi komentar pod en zapis, ki sem ga prebral, je bil, da ki je s temi neki v gelih, pa ne vem, je bila neka reklama, se sploh ne vem, je en gospod zapisal, da, ker sem te pol hotel vprašati, pa si v bistvu zdaj že odgovoril, je zapisal, da za rekreativno uporabo, da itak nima veze, koliko pa kaj ješ med vožnjo, če si pač prej dosti treniral, pa če si prej dosti jedel, pa mi je bilo to tako malo čuden, sprav zdaj jaz, če sem prej nekaj pojedel, pa če sem prav treniral, ne rabam 3 ure zdaj na čestane. In je pač tako, ko bi rekel, zelo nastopil z tem komentarjem, kukar da je on nek mojster, ima tudi, mislim, da je imel, da je nek ultramaratonc, ne vem kaj. Tako pa sem rekel, da te moram o tem vprašati, koliko je kaj na tem, če to kaj je res ali nisem. To je bilo mišljeno kaj da ne rabiš? Ja, ne, da kao, da mi ne rabimo gelov, pa tega sploh jesti. Saj rabiš ogljikove hidrate. Ja, sej, lodaš ti maltodekstrin sam v bidon, pa pač sam to ješ. Sam načeloma, ne vem, sem kolesarjem, saj meni se zdi, ok, na maratonu malo drugače so geli, ampak meni, če grem pa na kakšno daljšo, meni pa še, ne vem, nekaj pojesti še tako, da bom prišel do unih
Ohio, jaz ne morem samo maltodekstrina piti. Ne, se pravi, to je 6 čisto ur. osebne preference. Smo imeli primer, kjer je pač kolesarju ni drugega pasalo kot pač konkretno sladkan čaj, pa je to vozil v bidonih. Ja. Se pravi, pa čisto. Zdaj, da ne bi vmes nič, je treba pač kontekstalno pogledati, zdaj, če je pač trening krajši, tam do kakšnih 60-90 minut, pa če si predober naloda, pa intenzivnost nizka, pa če res ne rabiš kaj. Vse, kar je pa daljše, pa zahtevnejše, pa to, da ne bi rabo vmes, ne pije vode. Pač, žal, Jaz, ko smo šli v pored 7 ur, smo se vmes ustavili, sem sendvič pojedla. Mislim, sej, če Mi ti je bila paše, se tako, važno, če ti pač paše. Mislim, iz- to je tako klasičen, pač ne, research je bel tu, toast pa piščančja research je tu prsa. pač čist jasen, pač na mestu se ve kaj pa kako, ne samo to, pač lahko iz vsakodnevnih pač primerov športnikov, ki prihajajo do pri nas, ki se izogibajo do ogljikovih hidratov na treningu. To so predvsem pač v zadnjem času trail tekači, 2 ure pač treninga, pač jaz ne rabim nič, ne čutim, da bi karkoli pač rabo, spi 4 ure na noč, 4 ure gleda v luft, ker ne more zaspati, se pravi, pač neki taki sindromi pretreniranosti, prenizka energijska razpoložljivost, pač druge težave. Če je vadba tako, pač čez palec, če je vadba daljše kot, ne vem, pač uro pa pol, pa tam do 3-4 ur, načeloma kakšnih 40 do 60 gramov pač za zihar, pa je rešeno, vse ostalo, ti lahko delaš neke druge strategije, delayed feelinga, da pač čakaš 1, 2, 3 ure, pa samo na koncu, ampak to treba dejati v nekih kontroliranih zadevah pri ljudeh, ki vejo pač kaj dela, da se pravi, da si vseeno prej naloadal itd. Ampak ja, pač zadostna energija bo pač poskrbela, ne samo to, da boš ti trening delal, da boš imel potem tudi čez dan zadostno energijsko razpoložljivost, se pravi, to je količina energije, ki ti ostane za normalno delovanje telesa, ker če ne bo telo začelo pač rahlo izklapljati procese, ki pač niso nujni. To se pravi, pač začelo se bo tam na mišični masi, itd. Imunski bo počasi začel, potem pa začnejo pač težave, bolezenska stanja, poškodbe, slabo počutje, utrujenost, itd. In časi že samo lahko vnos na kolesu do neke mere ta učinek zmanjša. Ne, se to sem tudi opazil, to, ko imamo mi te runde, ne, pa pri nas traja, rečemo, ura pa pol do ure 45, smo gotovi, da če, ne vem, če prej dost lepo jem, da pol na bajku une 2 bidona, ki imam, je itak že tam od 45 do 60 gramov ohajav in je to, ko imam, jaz imam v obeh bidonih, ki švicam toliko, da in pač mi to bolj ustreza, kot pa da dam vodo. Ja. In ja, ne Ja, no, rabim je še pa kilo. veliko takih na naših rundah, to lahko tudi povem. Pač mogoče v koga zdaj to vsem se bo sprijaznil, pa bo tudi na rundi kaj pojedel, ki jih pa sploh nič ne je, pa tudi v bidonih imajo samo vodo, ne. In to pa glede na to, da tudi ta četrtkova za počasnejšo skupino skoraj 2 uri traja runda, pa za nekatere je to zelo intenzivno lahko, ne vožnje. Jaz si pač ga prilagodim, gremo v tisto skupino, če imam nižji trening, gremo v lažjo, če ne, hitra je še zame prehitra. In če je to visoko intenziven, pa jaz pojem 60 gramov na uro, pač med rundo. Ja, In mislim, pojem pač, lej, 2 pač gela, to, popijem en bidon. mogoče še kakšna stara šola še vedno to, pač ne, da bodo potem prijeli na Veš dirki, kaj, jaz pač mislim, to da je ne največji pije, problem, to da ni veliko pivo. ljudi kolesar, ki bi radi shujšali. Da tega je Ja, veliko ti v si videla, ti rekreaciji. si ful več No, začela sej, jesti tako na jaz sem en kolesu, tak- kot izven kolesa, pa si potem kar shujšala, prej pa nikakor ni šlo. Tako, no, jaz sem eden takih primerov, ker sem tudi se bala jesti na kolesu, sploh na kolesu in sem, kolikrat mi je Mersat rekel, da je, nič nisem jedla na kolesu, po sem valjda požrla vse živo, kar sem videla, pa kar ni bilo niti primerno za po kolesu za pojesta, ne. In mislim, da, ja, da se malo posluša, vse danes se že najde vse skup na spletu, tudi vi imate na strani Svetno pravom ogromen in pol tisti, ki ne zna, pa ki ne ve, pa ki bi se rad kaj naučil, vi imate fenomenalen program glede tega in tistih, to niso taki denarji, da bi bilo škoda in če veliko kolesaraš, jaz vsakmu pravim, prehrana je bolj pomembna mogoče, kakor na koncu sam trening, če si ti veliko na Sigurno je kolesu. še eno področje, kjer se ga še vedno malo zanemarja. Pa bom tudi jaz rekel, da veliko kolesarjev, ki so zdaj že lahko relativno dobri, jih pač prehrana obmenjuje, da bi bili še pač precej vem. boljši. Vem, kaj zdaj vidim, ko se takole pogovarjamo, pa so res dobri kolesarji, pa ko pove, kva je jedel, pa kaj ni jedel, a ne, koliko je pojedel, si mislim, jo, če bi ti pojedel to, kaj jaz po moje, kako bi se še lepo pelil, ne, če bi tako jedel, ne. Ja.
ker pač eni imajo te predispozicije toliko boljše, da jih pol res mogoče na koncu nepravilna prehrana uvira, tudi pri samem performansu. Tako da jaz sem eden od takih primerov, tisti, ki veliko hodijo k nam v lokal, vejo, da jaz skozi jem. Vejo, FTP je kožno gubo. To sem te povem, no. Ne, lej, se vidiš točno iz tega razloga, kar so zdaj pač pogovarjamo. Ne, pa res me vidijo jesno, kaj jem, ker ena gospa se prav že reži, pa ni kolesarka, kleka pride, spet ti jesen, kaj se, če že ne bi bilo čuda, ne. No, lej, se tudi točno iz tega razloga smo mi zdaj v zadnjih mesecih, se pravi, že osnovno storitev, pač tudi coachinga, ki jo ponujamo, smo zastavili tako, da mora vsak, ki začne osnovno storitev, mora zraven obvezno narediti še pregled prehranskih navad, da se saj osnove začne urejati, ker drugače potem kot trener, če ti veš, da pač je nekdo pač popolnoma energijsko nepodprt, midva nimava kaj delati. Če jaz vem, da ti nisi energijsko podprt, kaj bova midva delala? Se boš pač 20 minut na dan vozil, zato da boš pač v redu prišel čez? Ja ne, dajmo pač to zrihtati, saj neko manjšo osnovo pač postaviti, da lahko tudi midva pač iz vidika treninga pač počneva tisto, kar si pač želiva. In ja, to je pač osnova, ki jo pač je treba narediti in se pravim pač več kot 90% športnikov je to težava. Mi smo tudi, recimo, pač lani, ko so bile pač olimpijske v veslanju. Prvi sestanek 2 meseca pred olimpijskim, ker je slučajno pač prišel, pač naredil normo, pa to. Samo, ko je pač na Zoomu prišel, sem se tako pogledal, smo točno vedeli, kaj je težava. Ja, pač proteini, vaše do proteini, a pač rdeč zabuhal je bil, pač ni spal, ni nič, ne, ker so mu delali pač energijske proteinske bombe, pač rabi pač energijo za to, da lahko dela in tiste visoko intenzivne treninge, ki dela na veslanju, itd. Pač to ni problem samo v kolesarstvu, to je problem v vseh športih, ne samo športih. Delamo tudi pač, ne vem, pač z balerino, z smučarskimi skakalkami. Ja, pa za enega delavca, ki dela, ne? To, pač ima tudi športnik ali pa kolesar, pač če ima še bolj fizično delo, pač je to treba še toliko bolj zraven upoštevati, da mogoče še kakšen se pravi, še kakšno malce vključiš, zato ker tudi delo, ki ga delaš, bi pač porabilo določeno količino energije. Ne. Je pa pač vedno ta pač strah pred ali pridobivanjem telesne mase ali kakorkoli, ampak tu je velika težava, pač samo pač nepoznavanje pač celega pač področja, ker mi smo še vedno zelo velik vnos maščob, ki je pač zaveden, nezaveden, se to mislim, da se že 3 leta zapored pogovarjamo. Ja, pač to je velika težava, na deklaraciji, ne, če pač, povem po ker se pač maščob količinsko in pač energijsko potem res pride velik in pol, če ti dodaš še ogljikove hidrate, potem pa pride energijski presežek, zato treba pač to mičkeno zmoderirati, pa gre čez. Ampak ja, pač to je velik del, pa dobro, Slovenci smo še tisti, ki se radi še kaj spijemo, alkohol je lahko pač brez težav, pač tu pa tam v pač vsakdnevnem pač življenju pač v redu in tudi del pač neke uravnotežene prehrane. Je pa pač res, da nekateri tega pač zelo veliko, se pravi, si del energijskega budžeta pokrije že s temi zadevami in je pol problemno. V prazno. Energijskega budžeta. Ja, pač ni to diet beer, ne. Če si glih pri maščobah, kaj jaz sem pri sebi opazila, da to je ena od stvari, ki sem jo najbolj umaknila iz prehrane, ki sem jo tako, ki si rekel, ne vede, v bistvu pojedla. Pa imaš ti kakšen tak prav konkretno, kjeri prehrani, ki veš, da je ljudje mogoče pojemo ali pa pojejo veliko? Kje je to največ? Sladice, se pravi vse živila, ki jim pravimo sladice, ki so ponavadi nekje kombinacija, recimo tortice, itd., to je pač 50% je pač maščob zraven. Se imaš na 100 gramov, ne vem, pač 30-40. Pač sladoled je tudi, če je recimo na vodni osnovi, je lahko pač čist super, zdaj lahko je tudi pač mlečen. Nekaterim je ta precej boljši, meni tudi ni, pač, da, ampak pač nekaterim pa je, pač tak tega lahko pač liže cel dan. Pač na mlečni je pa pač, ja, sej pač, se pravim, pač brez težav ga lahko daš več prehrano, ampak pač je pa treba sigurno popaziti. Sladice so taka težava, ker so pač predvsem pač iz vidika pač maščob problematične. Čokolada kot taka, če gremo pogledati deklaracijo na Milke, pač na 100 gramov pač imaš 30-35 gramov pač maščob. To je v bistvu za tebe že polovica dnevnih pač potreb po maščobah, ki jih pač rabiš. Razmišljam, če kaj, ja, v bistvu kdaj se najdejo še kakšni zelo velik
zdrave pač prehrane iz vidika kakšnih oreščkov pa tega zadeva, pa pol vidiš, ja, jaz sem pa pač cel dan sem pač poglodal 200 gramov pač oreščkov, pač ful zdravo, pa greš pogledat, okay, to si ti pač konkretno pokril svoje dnevne potrebe po maščobah, pa verjetno 2/3 pač potrebe po pač energijah. Sam ne zdi, da na otejdel oreščkov, so lahko, ampak pač to je pač, se pravi, si pripraviš, ne vem, imaš zajtrk, imaš kakšne kosmiče, kakšen skir, pa ti paše zraven, da imaš noter kakšne oreščke, pač vršiš noter, pač tistih 20-30 gramov, se pač nima veze, samo pač, da se količinsko pa pazi, no. Ampak ja, pač glavni problem so pač bile vedno pač sladice, pa kakšne take čokolade, to velikrat folk odnese, pa nekaterih dostikrat se pač pojavlja do težave pri pitju kave. Pri pitju kave, zakaj? Zato, ker je kava z mlekom in pol je tako 1 deci kave, pa 2 deci mleka in pol vprašaš, ja, koliko si pa pač kav spil? Ja, 4-5 na dan. Ja, 4 do 5 krat po 2 deci mleka, pa že 1 liter mleka, ne. To je pa pač tudi potem energijsko. To se nam je zgodilo z enim, ki je potem, ko so se ta stvar se je pač kava oziroma mleko v kavi se zmanjšalo, pa je pa kar začel pač hujšati, oziroma se je telesna sestava pač začela izboljševati. Prej pa pač za Boga ne. Ja, pa po moje je to kakšni pri babicah ali pa kaj jejo vse te omakce, ki so... Omake. Mislim, zdaj pač živilo kot tako pač omaka pač ni problematična. V kontekstu je pa lahko problem, če ti to ješ 2-krat na dan, vsak dan. Saj jaz tudi pač mi paše iti enkrat na 2 tedna, ne vem, pač obisk domov, mati skuha, kaj tudi odsfre, je pač v redu. Zdaj, vsak dan je pa pač problem, se pač tu je vedno pač težava, samo to pač navada, pač kolikrat se pač neke pač stvari zaužije do ite, da pač tu je treba pač malo gledati. Pa seveda ne smemo nikoli govoriti, ne smemo govoriti. Ločevanje živilna zdrava pa nezdrava je zelo problematično. Pač so nekatere, ki so bolj polnovredna, pač bolj primerna za določen čas, nekatere pač recimo za pač športnike, ki imajo veliko pač porabo, so v bistvu tista mogoče nezdrava živila, kot so sladkorji itd. Zares zdrava, ker če se ti energijsko s tem ne podpreš, boš imel več zdravstvenih težav, kot pa če pač se podpreš. Tako da kontekst je tisti, ki je pač vsa živila pač je fino, da jih nekako vključujemo, no. Preden gremo na tale Petrino analizo, daj mi še povej, kako je pa, se mi zdi, da se je ta trend kolesarji pa vaje za moč oziroma fitness, da se v zadnjih letih, da se je malo spremenil, no. Vsaj jaz spremljam tukaj nekaj na YouTubu, ki intervjujejo kolesarje in dostikrat imajo kolesarji tudi fitness v programu, tudi v sezoni, predvsem pa off-season tudi, ne. Ne vem, a to opazite tudi kaj pri vas, pa govoriva zdaj mogoče o teh, ki se že nekaj vozijo, no, mogoče ne čist te, ki šele začenjajo s kolesom. Mislim, ja, sigurno se pravi vadba za moč je en trend, pa v bistvu ne trend, je v bistvu zelo ena taka lepa navada, ki se vse več pač vključuje tudi v vzdržljivost na šport, pa tudi pri kolesarjih v zadnjih letih, ker ja, v bistvu tudi pač research z tega področja je šel toliko naprej, da lepo pač se kaže, da izboljša pač performance, določene elemente performansa. Vemo za kolesarje, ki imamo šport, ki ni impakten, se pravi, pač nimamo nekega recimo pač nabijanja kot tek, pač ali gym, karkoli, se pravi, nimamo neke take obremenitve na pač naš skelet kot tak, se pravi, pride do tega, da pač lahko izboljšamo tudi zdravje kosti. Pa pač ja, v bistvu danes se potem govori tudi o tej pač dolgoživosti, pa o teh zadevah, se pravi pač vadba za moč definitivno kot taka pač ja, zelo pač zaželena. Tudi mi, jaz bom rekel, pri nas kolesarji, sigurno 70% kolesarjev pač off-season je pač redno vsaj 1 do 2-krat na teden gym, če se le da. Treba se spet zavedati, ko rečemo, ja, to moraš delati, treba se vedno vprašati, okej, imaš možnost delati, imaš gym, ja, ok, nimam gyma pač blizu, ok, pol zdaj ne moramo glih reči, ti moraš iti v gym, ok, kaj lahko naredimo kaj doma, se zrihta kakšen kettlebell, kakšne uteži, lahko pač vsaj neke elemente izkoristiš, ok, to bi potencialno šlo, ampak ja, pač poskuša se najti neke pač elemente, če ima tisti, ki imajo možnost, ali pa ki imate možnost, definitivno super stvar, o kateri je pač za razmišljati in ja, v bistvu
enkrat, dvakrat na teden sigurno v off-seasonu, nekateri pač to potegnejo tudi čez celo sezono, mogoče enkrat na teden, da se neke stvari pač tudi ohranjajo. Nekaj več tega dela, da mogoče tisti, ki so bolj v eksplozivnih disciplinah, se pravi, vidimo na pisti se relativno veliko tega dela, je tudi pač gym kot tak pač glavni del treninga, na cesti je tega potem nekoliko manj, ampak še vedno prisotno. Nekateri delajo, nekateri ne delajo, pa so prav tako pač čist dobri, pa stvari štimajo, ampak pač če imamo to možnost, pač poskušamo vključiti. Zakaj to, ko se enkrat doda tudi trening, recimo videli smo pač pri Petri, sigurno je poleg tega, ko je v bistvu se izboljšala telesna sestava, je izgubila sigurno tudi kakšen delež pač mišične mase, pač ker se pač vedno zgodi, nikoli ne gre samo, da bi šla pač maščoba. Pač vadba za moč zraven bi recimo lahko mogoče pač zmanjšala padec te mišične mase kot take, kar igra potem vlogo pri tem, koliko powerja lahko pač sproduciraš overallno. Tako da ja, definitivno pač se več tega pač dodaja in v bistvu to kar pač taka zelo pozitivna stvar. Ja, to sem bolj zdaj, jaz sam pri sebi pogotovil. Začel sem letošnjo sezono, se mi zdi, sem bil ful močen na bajku, sem lahko držal zelo visoke vate, kar soliden cajt. Zdaj, ko je bilo konec sezone, ko smo prišli tam do 500 vatov, sem lahko to držal, ne vem, mogoče minuto, pa sem crknil. Ker na začetku sezone je šlo iz 500, pa skoraj do Jurija, pa sem lahko držal to pač, rečemo, minuto. Ne. Zdaj pridem na 600, samo koliko pa ti izkušnje do to mes? Jaz sem šel 10 kg dol, ampak in hoče reči, zdaj sem pa spet začel, ne, 2-3 tedne, da sem bil 2krat na teden v fitnessu za noge. In se je takoj vrnil, pač ne, da sem na istem nivoju, ko sem začel, ampak lažje držim tam takoj 450 pa 500 vatov, da lahko to obračam. Mislim, pozna se, ne, ni na kolesu, tudi recimo zadnja loža je zelo velikrat lahko pač problem, ker je pač težko kje drugje, ko v gymu treniraš zadnjo ložo, je zelo težko trenirati, to smo mogli zadnjič imeli debato v labu, ker je vseeno zelo pomemben del tudi v pač proizvajanju pač moči in pol so zelo velikrat te zadnje lože, tisti, ki delajo največ težav pač pri kolesarjih, vse tudi pač pri tekačih itd. Tako da ja, pač tisti, ki pač imajo mogoče večje ambicije, pa pač da imajo to možnost, super zadeva. Ja, se ne vem, sem sam jaz to bil zdaj tudi pozoren, ne vem, jaz, ko sem gledal Pogačarja, pa glih včeraj, prav v noge gledam in se mi zdi, da če ga primerjaš 2-3 leta nazaj, pa zdaj, se mi zdi, prej bil suh, zdaj imamo pa močne noge. Ne vem, sem sam to jaz opazil, da ste bila videla, ker pozorna. Se mi zdi, da mora delati tako, ker se mi zdi, da razlikuješ, pa da vidiš mišice tako že pri kolesarju, kjer je sam suh, pa je sam na kolesu, kjer so pa tako, da pri šprintertih, rečemo, Groenewegen, vidiš, da to ne moreš natrenirati na kolesu, take noge, ne? In se mi zdi, da že prav vidiš in pri njemu se mi zdi, da se prav vidi, da ima take ne samo kitaste, ampak da ima močne noge. Ne vem, meni se je on spremenil fiziološko, sam jaz tudi mislim, da je pri njemu malo, mi njega že toliko časa gledamo, od 19 ali pa še prej leta in je on po mestu, jaz tako mislim, malo tudi gledam, ker imam tudi sina, ne, pred malo teh srednjih let in postaja moški, a ne. On ni več fant, on je bil pri 19 letih fant, ko smo ga spoznali in zdaj je moški in če veš, da zgradbo mišice ne moreš pri določenih osebah, ne gre tako hitro lahko v zgradbo mišice, tako je bil pri mojemu sinu, on enostavno ni dobival oblike mišice, bil je močen, ne, ampak ni pa mišične te oblike dobival mišične mase, zdaj je kaj ena umara, ampak pri 17 letih pa je hodil, pa je imel fitness, pa so imeli treninge po 2krat na dan, ampak ni izgledal tak, ne. Ja. Tako da jaz malo tudi mogoče to mislim, da je pri Pogačarju, verjetno pa tudi dela. Sej lahko tisti, ki so bliže njegovemu celemu trenažnemu pač procesu, pač bodo mogoče kdaj kaj več lahko pač povedali, ampak sigurno on šel tudi čez faze s tem, da je v bistvu pač zadnje 2 leti dela z drugim trenerjem, rahlo se pač performance team pač zadaj zamenjal, pač koliko se tega zadela v gymu itak pač ne vemo točno, pač, ker pač se itak te stvari javno nekako pač ne pač govorijo. Je bilo pa recimo zelo lepo opazno pač tudi letos na Turu, v tisti etapi, ki je on padal,
ko je raztrgal dres, takrat se je zelo lepo videlo, kakšna je noga, ko se tako ob strani dres odprl, pa se je pač videlo, da pač to je pač po domače povedano pač taka šunka, pač tista pač resna, ker mogoče dokler dres niti pač ne zgleda. Ne. In pač se vidi, da je to pač noga, ker pač mora biti, saj pač vete, zato da se pač 40 do 60 minut pač producira močke, ne vem, 430 vatov ali pa kaj tašnega, je pač treba kar imeti v bistvu določeno število pač mišičnih vlaken. Ja, pa tudi v zgoren del je on ni glih tako med ta najbolj, sej še vedno je ful suh, ko ga vidimo v živo, da nam bomo kaj drugega rekli. Ampak, ko ga primeraš pa ta zgoren del, a ne s kom drugim, s kakšnim so pa res, je pa on še vedno kar ima, ne, tudi roke in vse, tako da verjetno res nekaj že mora delati na tem. Ja, da je vse mogoče ga kdaj dobiti na podcast. Ja, pa nam bo kar povedal, kjer je vaje dela. Ne, mislim, to se niti ne, pa dajmo reči, to so neke včasih tudi pač trademark secret, kaj vse se dela, pa generalno gledano se pač lahko pač debatira o tem v grobem, kaj se je recimo spremenilo skozi njegov trenažni proces. On je šel, se pravi, od začetka, ko je začel kolesariti, je šel čez zajetno število ljudi, ki so delali z njim, pač prvo v Pogi oziroma pač karkoli je že bilo takrat. V Rogu, ja, in potem v bistvu pač Gusto in pač potem v bistvu pač na najvišji nivo, kjer je tudi že pač neki ljudi zamenjal in pač to bi bilo definitivno pač zanimivo videti, kaj pač tudi iz njegovega vidika, ker še tudi časovno čez ta del, ko se je v bistvu nekako iz neke low carb zadeve, pa samo kolo je šlo v to, da se v bistvu malenkost bolj pač široko se skupaj pač pogleda. Prehransko se je v teh parih letih pač precej spremenilo, tudi z vidika vadbe za moč se precej pač spremenilo. V bistvu kolesarji, ki so recimo nekako zadnjih 5-7 let na tej kolesarski sceni na najvišjem nivoju, so šli malo iz tiste pač stare šole, pač tako eno tranzicijo zdaj v bistvu na neke pač nove smernice, ki so pač rahlo drugačne. Ja, to je enkrat Mohorič rekel, povedal, da mu je to zelo težko, koliko se te stvari spreminjajo. Ne? On je eden, to sem enkrat poslušala en intervju in on je tudi eden takih, ki je povedal, da včasih so prišli v hotel, pa so tam dobili vsak isti kup makaronov, ne? Zdaj pa pridejo, pa pravi, on ima tak kup, drug ima tak kup, en ima zraven steak, tretji ima zraven piščanca, en ima sam zelenjavo. In da se je to blazno spremenil ta prehrana in da on v bistvu kar težko temu vsemu malo sledi, koliko se to vse spremenila. Ne? Sigurno, ja, pač veliko spremembe, pa še vedno so tudi pač ekipe, pa to so še vedno velike in pol, se pravim, pač iz vlastnih izkušenj lahko pač povem, da pač v teh ekipah včasih še stvari ne teče, da mogoče je tako, ker se mogoče eno drugo osebje, ki nima primarnega namena, pač kot prehrana, recimo kakšni maserji, da se kdaj vključuje pa tika do prehranski del, pa pol dela, da še dodatne zmede, pač je to kar pač včasih lahko katastrofa, kar je v bistvu zares samo slabo za kolesarje, ker ti pač enkrat pride, pa te reče, lej, danes sem imel težave na treningu s prehrano, prebava, pač lej, zvijalo me, bolelo me, ok, cool, dajmo pogledati, pač prehransko je šlo to, pa to, ma ja, veš kaj, po nam je dal pa pred treningom, pač maser nam je naredil neke ploščice, je rekel, da to je pač ful boljše, pa nam je dal, pa sem tako, pač, halo človek, vi ste pač ekipa z budžetom 40 milijonov na leto, pač kaj hudiče ima maser za delati pač s prehrano. Ja. Ne, jaz imam prijatelja, ki je v profi ekipah, pa mislim, da moraš biti zelo poseben karakter, da ti kot maser, da greš svetovati kaj tazga, ki dela imajo vsi, mislim, da čez glavo takrat, ko so derke. Sej ful je potem na teh pripravah pa to težava, ker pač ne gre pač mogoče gre en trener pa en športni direktor, pa povzame, da so mogoče pač ima še maserja itd. Takrat pač pride večkrat do kakšnih takih kiksov. Dej mi še povej tole, ki smo se prej dotaknili, se pravi fitnessa, trening kolesa, ne vem, pri kolesarjih, ki tekmujejo za slovenski pokal, pa ki hoče maraton dobro odpeljati, tako govorimo, ne vem, 8-10 plus kilometrov na let, a jim tudi zdaj tudi že tako, da oni tudi delajo v sezoni fitness ali se jim bolj off-season pol pri takih kolesarjih, rečemo iz vaše strani, predlagate tudi že, da so vaje za moč
vključene v sezoni ali to načeloma so bolj Mislim, treningi na kolesu? Ne, veš, takrat, kadar imamo opcijo, da je čez celo leto, je pač probamo, da je čez celo leto samo v manjši količini, gre mogoče potem naenkrat, ravno zato se pač nekako vzdržujejo do te zadeve, pa da se ključne stvari naredijo. Po je pa tudi malo odvisno, pač ko se pač začneš mogoče enkrat tekmovati, pa da veš, da bo več tekem tako pač par vikendov zapored, potem greš lahko celo brez, malo je potem odvisno. Ampak če imaš možnost, da lahko celo leto delaš, delaj celo leto. Ker so vsi tako, pa mi pol v bistvu, pač ne vem, bodo utrujene noge, bodo levo, desno, zdaj ti pravim pač... Sam se mi zdi, da je čist drugač vaja v fitnessu, ja, mislim, na kolesu. saj pač ni potem težave. Nekateri najboljši naši amaterski kolesarji pred sponom, recimo dan prej gre v fitness, pa naredi v gymu aktivacijo, da ti pač lahko res potem zaktiviraš pač celo muskulaturo, pač sam mišična vlakna, ki jih pač ti na kolesu pač ne moreš, ker ne moreš ustvariti, oziroma zelo težko ustvariš tako silo oziroma tako veliko aktivacijo in pač je lahko zares to zelo dobra pač priprava recimo dan pred nekim takim pač eventom. Ja. Ne, ker sem pri sebi sem tudi opazil, da tudi rečemo, če sem se en dan prej na kolesu smo naredili 100 km, pa sem bil kar dosti gotov, če grem v fitness naslednji dan, a veš, da nimam tega občutka, da imam toliko mrtve noge, kukar, če bi šel pa spet na kolo zdaj un dan. Ja. Mislim, sigurno pač, ker tudi pač se pravi drugač, sploh če pač mogoče nisi pretiraval na kolesu, pač prije tudi malo do druge aktivacije pač mišičnih vlaken in ni taka problem. Sploh potem, ko se enkrat tudi navadiš, ko imaš tudi redno v treningu, pa v tednu pač ni problem. Lahko so začetki problem, greš prvič, imaš muskelfiber, tako da Bog pomagaj. Lahko se ti pač čez ta čas zgodi, da pač to pač počasi izveni, pa ni načeloma večjega problema. Pač je treba malo paziti, se pravi, če imaš recimo 2 treninga v istem dnevu, se pravi, da imaš fitness pa to, da se pač malo loči, da imaš tam vsaj 4-6 ur vmes, če se le da, pa da malo pač pogledaš, ok, danes nam je bolj pomembno, da pač v fitnessu dobro naredimo, pol je trening mogoče na kolesu tiskaj bolj easy, pa narediš prvo fitness, pa potem kolo, če si pa tako, ok, nam je danes v bistvu na kolesu so naredilo, pa je recimo zahtevno, pa probaš prvo mogoče narediti na kolesu, da lahko res kvalitetno narediš, pa potem pač dodaš pač fitness noter. A pa je tudi, ne vem, jaz sam zberem iz par YouTube kanalov, ki jih spremljam, ki imajo te profije, tam se mi zdi, da po večini so skozi delali, da je šel najprej na kolo, pol je pa popoldan šel v fitness, ne, pa to je imel lahko kolesa na tudi 4 do 6 ur, je imel pol pauzo, pa je šel pa zvečer, je šel pa šel v fitness. A je tudi tukaj podoben, tako kar rečemo pri prehrani, ki smo se prej pogovarjali, da niti nima toliko veze, a narediš dopoldan ali popoldan, eno ali drugo, ali je bolj se gleda na to učinkovitost treninga, kjer ti je mogoče tisti bolj pomemben kot v fitnessu, pač to, kar sem jaz spremljal, ne, pismo tamali ali pa te kolesarji, to niso take kile, ki jih lahko zdaj vsak, kar pride pa dvigne, to dvigujejo, pač počepa je ulala, ne, to tudi kakšni, ki pridejo tako, ki imajo močne noge, pa ne dvignejo tega, ne. Ja, mislim, preklo tam, ki dviguje. Res nekaj laže. Sej to je v bistvu, to je pač strength training kot tak, ki je pač beneficial oziroma je pač dober za nas, za performance, je pač resen. To ni to, da priješ tam pa samo malo z elastiko, levo, desno delaš, pač ker je pač hočem reči, da dvigujejo, rečemo počepa, RDL-ov in podobnih, to so bile kile take, jaz, ki sem imel 90 kil, pa sem podoben dvigoval kukar on, ki je imel, ne vem, deloval je 65-70 kil. Pač ni nič čudnega, če ti vidiš, ne vem, 65 kilskega kolesarja delati, ne vem, pač 8 počepov z, ne vem, 140-150 kilami. Fuck. Jaz se meni, kaj je dal Blaž prvič na estu, zdaj tele vaje za moč delam že nekaj časa, sicer nisem se pogovarjala, nisem mogla, meni malo časovno ne znese, a ne, glede ko si pač rekel, pač tisti dan pol, recimo včeraj dopoldne sem delala, mi ni znesel, popoldne smo imeli rundo in delam pač te vaje za moč in ko sem jih prvič delala, sem bila polomljena totalno, jaz sem mislila, da bom umrla, to je bilo noro. Jaz sem zdaj zadnja loža, ker sem tudi zdaj v bistvu pač zaradi malo tega, ker smo v bistvu malo več začeli teči, pa to pa sem tudi potem pač v gymu, pač ravno zaradi tega, pač Achillova, pač te deli, pač ker pretekov pač precej bolj obremenjeni. Pa sem samo v nedeljo sem bil, pa sem za zadnjo ložo naredil samo eno vajo, 4 sete, pa danes še danes tak muskelfiber, pa to bilo, ne vem, za 20 kilami, nič. Pa muskelfiber po zadnji loži tak, da Bog pomaga. Pol veš, kako za nič je zadnja loža. Jaz sem eden od njih, kar namara džima,
Pa mi je dal Blaž, mislim, da so to kar vaje, bolj za zadnjo ložo, če sem jaz to, kar me boli, no. Po teh vajah. Recimo najhujša vaja mi je na eni nogi iz stola, ne, vstajati, počep, v bistvu vstati, pa se nazaj usesti na eni nogi, ne, to mi je, to še zdaj ne naredim jih tistih 9 ponovitev, ki mi jih je dal, jih ne morem, pa mes še druge vaje in mi je to ful dobro, no. In meni je ful dobro in zdaj to, kako se bo to poznalo na kolesu, bomo po moje še pol videli drug let, ne, vse te vaje, ker jih pač bom tudi čez zimo pač pa bolj probala pridno delati, res to 2-krat na teden, ampak v gym pa jaz ne vem, če se lahko spravim. Sem si ketle nabavila, imam uteži. Mislim, pač, vidiš, to je tisto, kjer ne smemo pač biti pa pač preveč, dajmo reči, ozkogledni. Pač. Dejstvo je, da nekaterim res to ni všeč. A bi bilo dobro, če bi šli, ja, ampak ok, dajmo mogoče pač poiskati neko opcijo, ki ti je pa doable. Pač, ker če boš ti šla z muko 14 dni v fitness, pa pol naš več hodila, pol nismo nič naredili. Boljše, da doma vsaj neki, pač je en del, pač ni perfektno, ampak se pač redko kdaj je tako, da bi bilo vse perfektno. Tako da pač pol se treba pač prilagoditi. In pač, če ti to zdaj ustreza, pač je super. Ja, zaenkrat, ja. Bolj so pa po moje še vaje za kor. To je pač, pa, ko bi rekel, backbone vsega tega. Mislim, ja, ampak jaz mislim, da to mogoče bolj debata za Blaža pa Žažana, za naše dva kineziologe, ki se z strength treningom ukvarjata pač precej bolj. Tako mislim, da če kolesarji, da načeloma ja, sigurno je kor pač pomemben, ampak pač tudi kako se pač tega lotiš, je mogoče včasih samo pač nek plank delati, mogoče ni najboljši način, kako pač ojačati kor, neke take pač. Ja. Gremo zdaj na tvoje porazne teste. Še niso bili porazni. So je pač napredovali. Dajmo ti ne moreš, da se jaz ful dobro pelem, odkar sem začela. No. Odkar sem govoril, da se sem direkt pelem. Odkar si začela, si super, ampak jaz letos nisem videl nobenih izboljšav. Niti enkrat me nis nastalo en kamer. Jaz se te ne moram čez to dober. Ne. Da si drugače zelo tak en v bistvu tudi v pač raziskovanju oziroma v tem, pač, ko se enkrat pač pogovarjamo, kako bi stvari mogle izgledati, tak en zelo tak paradoksičen pač pojav pač predstavo, ko pač v bistvu vse baziraš na tem, kaj si ti videl, pa v bistvu pač primerjaš nas. To se zelo velikrat dogaja. Jaz to tudi njemu ves čas govorim, ne, da zakaj si sem njega ne prihitim. Ne, to je tako, da bi Pogi rekel, lej, pač vi niste nič naredili, jaz pa še vedno vse naščijem. Je se je tako? Ja, tudi za vse nas gleda. To tudi žema, pač enostavno dejansko sploh nikjer nismo se vozili, da bi šla recimo midva na neko dirko, pa da bi še tisti Franji, ki je bil 2 minute pred mano, ko sem vmes 2 minute skrči cvilila tam v Vodicah, ne, če jih ne imela, bi verjetno se z njemu prepalala odspred, kar je bilo za mene porazno glede njegove Franje predstavitev, glede na to, da je tak dec. Ampak drugo vse ostalo pa jaz tudi pravim, ne, kakšen kar reče, ja, jaz vedno pravim, pejmo na dirko, isti čas štartimo, pa bomo povedali, da je najboljši, ker vse te vožnje, če meni Blaž napiše, da imam jaz easy rundo, ne imam jaz easy rundo in mene ne bo sprovociral nobeden, nam šla je zaradi tega na klanc 300 vatov, če mi je napisal easy runda. Ko pa je, takrat pa gremo, ne. Je pa res, da ja, na ene pance definitivno te še vedno ne morem skluftati, to sem včeraj videla, da pač mi ne gre, je to še vsem čas, ampak jaz mislim, pa če bi šla pa midva skup tamle na en, naprimer na krvac me zih nagonaš. Ja, no, se sem hodila, sem več sicer na Vršič, pa tudi mislim, da ti kar dam. Na Vršič me pa ne moraš nagoniti. Jaz mislim, da ja. Ker mislim, da ti te dolge vožnje s kolesom, zdaj, če si pravim, se že letos pokazali, ko smo šli na Mangart, ko si v bistvu počel dobesedno, ne. Mislim, da bi te nažgal. Ja, sej, če bi bila, da si tam od spredi pismo, jaz sam sem se odzad vozila z Mercedom, sva šla, lej. Ampak če bi bila, da si ti tam tiste minuto od spredi, je vem tiš, da bi potegal na žigor. Jaz se malo hecam, zaradi tega, ko ona to v teh rezultatih in je ful zadovoljna, pa se veš, moraš malo nazaj prcati. Tako da ne, gremo čez mogoče, da še ljudje zvejo, kakšen je v bistvu prvi pristop, pa kako pač se vidi te izboljšave, pa kakšne dejansko izboljšave se lahko pričakuje, tako kar rečemo pri Petri,
bomo rekli, da relativno vse vzame, tako kaj rečete, se pravi, da ni nekih, ja, lej, zdaj pa 14 dni bo mal bla bla bla, pa tako, ampak se mi zdi, da vse je zelo dosledno jemljene in da se mogoče vidi, kaj ljudje dosežejo, ne? Ker zdaj je to koliko, 2 let pa pol. Ja, ne, 2. 2 bo januarja. Januarja. 2 bo januarja. Ja. Ja. Se pravi, 4 leta imamo cikl, ki boš res dobra. Ja, po 4 letih tam pa že nažgala. No. Kako me takrat stara, ti už pa še vedno mlad, kao, ne? In te me Saj koliko so nažgala, ne? razlike, 4 leta. Ja, se v bistvu res, ko se to hvališ, zakaj mi skozi greš, sem stara, če so samo tako malo razlike. Ti Pa izgledaš si ful ti starejši, star. kakor jaz. Ja, pa jade. Ti izgledaš dobrih 50. Ja, oči. Poglavno, zdaj si ima, da smo spravljali za drego. No, redo. Dej, test. Ja, To test, ima v tam Ludo bolj glavnem bo zagovoriti. Simon mogoče najprej povedal. Ja, ok, test, ki smo ga kako delali 3 tedne nazaj, nekaj tašnega. Ne, še ni 2 prejšnji tedna. teden. Prejšnji teden? Ja. Manj se zdi, da ful že nekaj časa. Ja, ne, prejšnji teden je bilo. Mogoče je bilo res prejšnji torek. teden, ja. To je bil po moje zdaj 3. test, ali je bil že 4.? 3. po moje. Tretji, da je bil tak resen. Kompleten. Tako, Ja. Se pravi, pač, kaj smo naredili, v bistvu pač spet smo pač pogledali, se pravi, telesno sestavo, kožne gube smo pomerili po celem telesu, laktatni profil, zato smo določili prvi, drugi laktatni prak, pa potem pač cone, pa V2 max test je bil potem še na koncu, vmes pa pauzica. Tako da ja, v bistvu se je, če se zelo ne motim, pač prvi prak, ker je v bistvu pač itak Blaž delal s tabo test, jaz sem v bistvu samo 10, potem pač čez poročilo samo na hitro šel, 10 vatov mislim, da prvi prak, pa njih 5 vatov, približno 5 vatov, pač drugi prak, tako da iz tega vidika še vedno pač nek pač rahel improvement, videlo se je, da V2 max je tisti, ki je rahlo pada, nekoliko pada, to se v bistvu zdaj pač konc sezone, ko pač pride tudi utrujeno sezona, bila pač vseeno dolga, pač dejansko od pač novembra, decembra, kakorkoli, se celo sezono se trenira, logično je potem v bistvu, da se neki taki pač parametri lahko tudi celo nekoliko zniža do pač pred koncem sezone, ker pač pride pač utrujeno, zato pač po vsaki sezoni poskušamo narediti tisti polsezonski počitek, saj pri tistih, ki trenira do vsaj njih 6-8 ur na teden. Tako da pač V2 max je pač rahlo padal, ampak pač ostali parametri pa še vedno pač lepo pač počasi raste. Ne toliko hitro, kot med prvim pa med drugim testom, ker takrat je pač bilo zelo veliko sprememb tudi pač iz telesne sestave. Ampak v bistvu še vedno so pač, je ta pač improvement pač lepo pač počasen, pa pač prisoten. Definitivno pač potem, zdaj, ko so še malo spočila, pa ko boš nazaj začela trenirati, verjetno potem pač decembrski, januarski čas se bo pač test pač ponovil. Kar je pač potem pač tudi lažje za primerjati, pač zakaj, ker ena stvar, ko pač ti primerjaš, poskušaš znotraj pač istih časovnih okvirjev, pač, če veš, da si ti pač naredila po sezoni pač počitek, pa si pol začela trenirati, je dober pač primerjati, recimo lani januarja, pa pač letos januarja. In pol v bistvu te snapshote pač gledaš potem recimo pač naprej, ravno zaradi tega, ker znotraj sezone pa pač lahko pride do nekega nihanja. Si slišala, kaj ti zdaj povedal? Ja. Da ne smeš preveč piti zdaj začetka, už nekaj kolesarstva. Ne, tega nisem slišala. To so ta zblaženo zmenila, koliko pa kaj bo pač. To sem jaz razbral. Kaj me zanima, kaj si sicer govoril o vatih, mogoče bolj zanimivo bi bilo povedati v procentih, kakšne so izboljšave, rečemo se pričakuje. Ja, 10 vatov je bilo enih, to pride na enih 6%, nekaj tašnega. Okay. Po moje od začetka, če pač gledali relativno, ker treba pač tudi vseeno dati za zakup, da si se ti telesno pač precej spremenila, in po moje od začetka govorimo 40, imela sem 140, mislim, sem lahko 120, pa je zdaj 180. Lahko, ker pač... Se pravi 60% skoraj. Ja, pač jaz tudi mislim, da tam je 60%. Že takrat si se vozila s kolesom, Že pa takrat res, se vozila, ja. nažalost si bila pa pravi. glih takrat takoj po novem letu v ta najslabši formi. Ja, se v bistvu po en stran mislim, da je v rekreaciji veliko ljudi po novem letu v slabi formi. Sploh če dela še v lokalu, ja. Ja, no, ampak tudi tukaj v lokalu moram reči, da so se kar navadili.
da pač je to zdaj en del mojega življenja, so te treningi pa drugačna prehrana. In na začetku so malo me hoteli zmesta, ne, pa pač tako, ko so bili navajeni prej, da me kaj več z njimi spila, no, ampak to se je zdaj pač malo, moram pohvaliti te moje stranke, da so me sprejeli in da me spodbujajo, predvsem v temi, da me več ne težijo in tudi ostali kolesari. Sigurno, definitivno pač okolje igra vlogo zraven, ampak si dober pošolala med drugim. Zato, tako da to se lahko in tudi vsem zahvalim. To imamo tule, imam zdaj jaz tudi rezultate, pač lahko pogledamo midva, se pravi, bova pogledala prvi pa drugi prak. Se pravi, prvi prak je šel, recimo, bomo procentualno to znižali, se pravi, to je, bomo zračunali, to je kar veliko, stole se pravi. Zato, kaj smo imeli še takrat na začetku 77 kil, zdaj jih imam pa 62. Tako da to so res, mislim, jaz sem ful zadovoljna, sploh s tem spodnjim pragom, jaz zgornjega tudi, nekaj to je v bistvu ta critical power. Se pravi 55%, kar se tiče prvega praga, kar je pač za tudi to, če so toliko kratek čas načeloma kar pač velik. Med drugim tudi, ker si se pač telesno dosti pač spremenila. Drugi je pa, po moje, 45, ampak lahko začunam. Tudi, če se je telesno spremenila, se to načeloma za ta test, ima sploh veze? Mislim, ima veze, ker zmogljivost pa performance, kot tak moraš vedno gledati iz dve stvari. Eno je pač absolutna moč, ki ti pač lahko proizvedeš, drugo je pa pač tudi relativna moč, ki ti pač proizvedeš. In pač moraš obe smeri pogledati, ker če ti zgubiš v bistvu, ne vem, pač 20 kil, boš tudi en del mišične mase zraven zgubil. To pomeni, da si tudi zgubil pač verjetno rahlo na tisti absolutni moči, oziroma pač prirastek moči mogoče ni bil tako velik, kot bi potencialno lahko bil, zato pač iz obeh smeri pač želimo pač pogledati. Ampak pač se pravi, čez palec pač pogledano, pač govorimo tam med 50 in pa 60% v teh slabih 2 letih. Ker ti pogledaš vat na kilo, ne? Ki je delno pomemben, ampak tudi absolutna moč je tista, ki je pač pomembna, pa pač moramo gledati, se pravi, oboje je tisto, kar je treba pogledati, se pravi 700, pač nekje pač 50, 55, 60%. Ok. Ker mogoče samo pač, kar se tiče absolutne moči, se pravi na prvem testu iz 140 na 180, to je pač do 40 vatov, pa potem, kljub temu, da je ona izgubila, ti si izgubila po telesni masi, se pravi 16 ali koliko posto. Je v bistvu, se pravi 77,2 si imela na prvem testu. Kilaža. Kilaža, zdaj si jih imela pa, dajmo reči, tam okoli 63. Zdaj sem bila nabutana. Se pravi, nekje 14 kil je med drugim bilo. In v bistvu pač, če govorimo pač o moči, je to, se pravi 40 na 140 je 35-40% pač iz vidika absolutne moči, ne. Pa pol še, ker se telesna masa relativno, zato pač prije prirastek nekoliko večji. Tako da, pač kar, se jaz tako pač pri začetnikih se nekako pač pričakuje tešnih recimo 15-20% na leto se pač lahko zgodi, pač ni nič čudnega, sploh če se stvari uredijo tako pač lepo, ko si se pač uredile pač pri tebi, pa ker si bila taka, da si se pustila voditi, si pač naredila tako, kot treba, včasih se s kom treba pač mičke nabockati. Pol, ko pa pač greš više pa više, vse bolj, ko si pripravljen, pol se pa bolj pač pogovarjamo pač 5% na leto plus, minus, no pač nekateri lahko tudi, ko so že zelo na visokem nivoju, recimo kakšni mlajši tekmovalci, recimo U23, ni nič čudnega, če ti vidiš, ne vem, pač 10% improvement v enem letu, če se pač res dober trenažni proces zastavi, pa se dober pač nekdo odziva na trening, ampak pač redkeje, no tam bolj govorimo, se pravi, rastemo pač, recimo pač moj primer, ki ga imamo, par takih kolesarjev, se pravi U23, ki pač tekmuje do na recimo, če govorimo zdaj o FTP ali pa pač kritični moči kot taki, se pravi recimo 65 kil, pa govorimo o nekih 350 vatih, pač mogoče tam je njih 10-15 vatov, mogoče 20 vatov, čez 20 vatov improvementa pride v tem obdobju je že zelo veliko, no. Mislim, se je pri 65 kilah 350. Se veš, to je pa potem 20 pa še kakšno na teden. 350 letos. Pa ne pri 65 kilah. 90 kilah. Ti imaš po moje tudi še načeloma, če bi se ti bolj intenzivno vse skupaj samo po svetu bi se lahko, ker se res pelaš glede na to, kako treniraš, koliko treniraš, kaj ješ, pa kakšno imaš kilažo, še vedno ful dobro, ne?
Tako da, če bi ti še to vse uravnotežil, se že lahko pa In tam... imamo še live. In ti imaš live. Mislim, dejstvo je, da imamo vsi različne, do večera. vsi imamo različne cilje v življenju, to se je pač treba zavedati. Nekateri so tisti, ki imajo mogoče pač bolj, da se stvari zoptimizirajo, da pa se res dvigne na višji nivo. Nekateri imajo bolj to, da na kolesu bolj kot ne pač uživajo, pač se imajo fajn. Tudi to je pač treba poštevati, da nismo vedno samo tisti, ki s prstom žugamo, pa smo to bi mogel to bi mogel tako pač. Treba je pač razumeti v bistvu vse aspekte. No, se jaz moram reči, da jaz na kolesu in uživam, ker se tudi vozim, tudi take vožnje, da navdu mislim, da sam treniram, pa sam za nekaj, ker meni ni bil nikoli cilj hoditi na dirke. Ja. To je bilo čisto slučajno, je prišlo zdaj to še malo s tem, ker se pač nekako dobro pelem in je to čisto zraven prišlo. Ženski ego. Ja, mogoče. Jaz sem že drugem letu, imamo v planu hoditi na dirke z drugačnim namenom, po želji, po vožnji, da se voz maraton kot maraton, da se ga udeležimo skupina in da ga odpeljemo in da uživamo v tej vožnji. Tako da to sploh te velike slovenske maratone bi radi na tak način odpeljali. Brez nekega tega dirkanja pa gledanja na čas, v kolkem času bomo okoli prišli. Tako da pa to se vlada še reči, glede prehrane, ne, ni vse sam zato, da jem, ker se rekel, imamo še life, ne. Jaz se ful dobro počutam, kaj tudi tako jem. Jaz moram reči, da meni ta počutje, kako se jaz počutam, odkar jem po tem sistemu, ki mi ga je pač dal Blaž, kot je rekel Simon, jem vse vrsto hrane, ne, vse živo, da redim res teh slaščic, pa praktično skoraj da ne jem, razen ob kakšnih priložnostih. Se ful dobro počutam, pa ena od stvari, ki se mi je pa res izboljšala, ko lahko rečem, je pa spanje. Jaz nisem prej nikoli v življenju prišla, se ulegla v posteljo, pa zaspala, pa se zbudila. Jaz sem hodila po noč na stranišče, po noč, ne vem, sem se zbujala, prešvicana, tukaj okoli vratu. Moraš nazaj zaspati. To so ponavadi pač, ko se to dogaja, zdaj, če so pač kakšni zdravstveni razlogi drugam, ampak v velikih primerih, ko se to dogaja, ponavadi pač nezadostna energijska razpoložljivost. Pol jim daš malo ogljikovih hidratov in so tako, jaz pa spim. Ja, se ne ima, so to hidrati, oziroma verjetno tukaj so ogljikovih hidrati, pol tudi to, da se hidriram, da pijem dovolj, da tudi alkohol, ne, alkohol svoje naredil, tudi zdaj vidim, še zdaj, ko skrim, daj, kaj spijem, pač vsake toliko še vedno, kaj spijemo. Mi tale ura moja vedno pove, da imam neregenerativni spanec, ne, kako ta ura ve, ne, prav mir se da gleda, kako ron sem spila. Šteje mi jih, ja, ne, ker to je res, to je neverjetno. Ko to dela, šveška dela. Zgleda, da ja, bom poslamci pila. Ja, bom zafrkala, pa poslamci pila. Ne, pa sej to je vse nekako logičen, ker ja, samo tega se ne zavedaš, dokler to ne vidiš. Mislim, na konec koncev pač bi te jaz, kot pač nekdo, ali pa pač Blaž, ki dela s tabo, ali en ali drug, to zato, da ne bo zmede, dva Blaža sta, ki delata s Petro, Blaž Grmek, prehranski del, pa Blaž Klemenc, pač trenerski del. Pač bi te vedno vprašali, pač, a se ti zdaj, se pravi, se imaš fajn, uživaš, a je to življenje, ki ga pač nekako pač lahko handlaš, pač to nam je prvo pač pomembno. Če ti rečeš, ja, jaz se dobro počutim, meni je fajn, jaz nimam pač težav, pač to je to. Ja, se pač Blaž me pač vsak ponedeljek vpraša, Petra, kako si, mi napiše v WhatsAppu, vsak pač, in če to tepe v bistvu nekako v stil življenja zdaj paše, pač to je dejansko pač največja zmaga, ki jih lahko narediš, ker si v bistvu našla neko tako pač rutino, ki ti ustreza, tako iz vidika vadbe, prehrane, pač nimaš nekih pač ekstremov in to pač ti boš te stvari lahko zdaj pač furala pač naprej, dokler si boš pač želela, ker si tudi sama že relativno veliko naučila, ne. Ja, se meni je ful všeč. In tudi tale beseda, ki se jo pa že nekaj časa nazaj uporabil, tale dolgoživost, ne. To pa mislim, da je ena od stvari, ki se res vedno več uporablja in zato je tudi, mislim, da ogromna prehrana, pa tako, kot se rekel, tele vajeno, razne, ali so to raztezne, ta beseda ni najbolj všeč, ker se mi zdi, da kar malo strahujemo ljudi s tem. Ja, to tako zgleda, kot da boš za večno živel, a ne, ta beseda. Ampak tukaj je mišljen, mogoče ni... Veš kaj, pač spet se gre v zelo ekstreme, pač sej... Tukaj se gre za kvalitetno že starost, no? Ja, ampak ful je še vedno tako pač delno ustrahovanje, zato da se lahko neke ideje prodaja, do ful se pač spet forsira v tem pač kontekstu, pač beljakovine, to, ja, ok, vadba za moč, levo, desno, pač se to vse tako robotsko, to moraš delati, ali boš pa hin. Je tako, pač ja. se bom mičkeno grdo pač izrazil, pač če greš pa pogledat, mi imamo v Sloveniji nekaj čez 400 ljudi, ki živijo, ki so stari čez 100 let, nekaj tašnega. Če gremo vprašati, kaj ste vi delali, da ste prišli do te starosti. Fajn smo se imeli, včasih smo pač kakšnega skadili, včasih smo kakšnega spili, seksali smo, v službo smo hodili, pa smo tu.
Zdaj pač njihov stil življenja, če greš ti vprašati strokovnjake za dolgo živost, pač ti jih ne bi smel dočakati toliko. Dajmo pač tako, raznolikost, seveda zmernost v vsaki zadevi pač mora biti. In pač če ti malo poskrbel za vadbo, malo za pač prehrano, gibanje, pač dobro, pač mentalno, pač psihološko stanje, stres, pač jaz mislim, da je to pač življenje, ki te bo pripeljalo pač do kjerkoli. Moramo se pa zavedati, so pa ljudje, ker pač v starejših letih so pač neke pač genetske pač predispozicije, bolezni, ki lahko pridejo, pa pač te ni itd. Treba je pač to vseeno. Ja, dolgoživost je trenutno zelo prodajno usmerjena. Prvo strahovanje, pa mi mislim, da imamo mi celo eno kliniko zelo v Sloveniji, ki se s tem ukvarja. Ampak pač dajmo zmernost neko pač probati najti. Jaz tukaj spremljam na to temo tega Petra Atijo, in on mora reči, da on vse samo prepoveduje in nisem začutila nobenega strahovanja iz njegove strani. To je, ne vem, če pa poznaš. Poznam. Mi ne deluje tako zelo, sicer ima te zdravnike, ampak tudi je najprej prva stvar, ki povedal, najprej začel z genetiko. In pove že lepo naprej, da če imaš ti genetiko, ne moreš preko tega jeti. In so pol tukaj, in tudi mislim, da ta stres je ena od stvari, ki je mogoče 50% vsega tega. Zato pa, ker si rekel, da so oni pil, pa seksali, pa kakšnega skadil, pa uživali, so mogoče glih to je bil razlog, da ni bilo toliko stresnega življenja, kakor ga imamo zdaj, pa da tudi to je bilo ena od stvari. Ja, na koncu bo življenjski slog, bo tisti, ki bo pač igral vlogo, pač kako kvalitetno bo tvoje življenje tudi v starejših letih. In pač to je pač sej ne, pa mogoče en del tega, da ti neka vadba, ne vem, 2-krat na teden, kakršnakoli že, mogoče saj drugega ne zmanjšuje stres in... Ne, sigurno, sej tudi vidimo, ohranjaš mišična masa, po enkrat po 50 in ko pač gre mišična masa nadol, če ti delaš vadbo za noč, boš ohranjal. Če ti ohranjal mišično maso, boš imel večjo verjetnost za pač bolj ugodnejše za razplete, če se ti karkoli zgodi, zboliš, prestaneš na postli, boš imel mišično maso, ki je potencialno lahko malo več zgubiš kot tisti, ki je pač ne. Se pravi, pač to so vse stvari, ki vplivajo pač na neke ugodnejše razplete v starejši dobi, ampak se to pa pač prenese neko ravnotežen, pač zdrav slog. Ne moreš zdaj kar reči, fucking 5-krat na teden moraš iti v gym, če ne boš pač... Ne, to absolutno ne. To je brez... Vse, kar je moraš, je najslabše. Mislim, pač vse vemo, pač vse v bistvu ni to taka hudičeva raketna znanost, da bi to mogel zdaj pač ne vem kaj na glavo obrniti. Pač, saj so neke take mogoče ekstra specifične zadeve, ampak te specifične zadeve ti bodo dali, ali boš med 85 in pa 87 umrl, da boš ti pa prišel do 85, bo pa ta življenjski slog, ki zdaj nekako pač poskuša spostaviti, da se gibaš, da pač ne pretiravaš, nimaš nekih ekstremov. Da pač točno to. Gremo mi nazaj na test. Zdaj, ko je upravila ta test, kakšni so pol koraki za naprej? Kaj se gleda, kaj vidite iz testa? Za primer, ona hoče zdaj naslednje let se spet še boljš voziti. Mogoče, kaj ste opazili, če gremo direkt k Petri, pa mogoče kaj se največkrat tudi opase, rečemo pri kakšnih drugih kolesarjih. To, ko si prej omenil, predvidevam pretreniranost na koncu sezone, mogoče ena izmed glavnih razlogov, sploh v Sloveniji se mi zdi, da vsi probamo iti z glavo skozi zid, tako da ne vem, moš povedati. Mislim, pri njej je definitivno to, da pač gre zdaj pač počasi počivati, ker se sezona tudi zaključila, še Pogi Challenge naredi v nedeljo, pa se pač počiva. To je ena stvar, to je bil en parameter, ki v bistvu nakazal, ki se pravi, V2 Maxu se je poznal, da je pač rahlo pač pada. To je v bistvu en tak parameter v njenem primeru, ki pač samo potrdi to, da pač kar smo že vedeli, da je pač čas, da se pač mičkeno pač odklopi. Kar se drugih parametrov tiče, pa v bistvu zdaj kot taki ne bojo napovedovali pač kako bo njen trenažni proces gledal naprej, ker ko se bo po počitku vrnila nazaj v trening, ko bo začela pač migati, pa pač prišla nazaj v bistvu na nek pač reden trening, bomo pol, ko se bo test ponovil, bo pa tisti, ki nam bo vodil trening naprej. Zdaj je bilo samo pač trenutno stanje, videli smo, da v bistvu pač iz vidika pač performance so se neke pač pozitivne spremembe še spremenile, ne bomo ga pa pač jemali kot
kaj bo ona delala pač potem po počitku. Tisto bo pač prišlo pač potem. Zakaj? Ker ko se boš ti spočila, še vedno se lahko zgodi, da se neke adaptacije skozi čas, zdaj ko se boš razbremenila, spočila, pač zgodilo, pa gremo potem pač recimo narediš test, bodo številke mogoče celo pač še rahlo boljše, kot so zdaj. Zato bo pač vodilo o tem, kako bo trening gledal naprej, šele pač naslednjo. No. Pač kaj pa v bistvu pač v praksi vidimo, ja, zdaj nekdo, ki je že zelo pač treniran, ponavadi vidiš pač padec, če so vse parametre, sploh pač po enkrat konc sezone, ko je utrujenost, ampak bom rekel v takem primeru, testiranje konec sezone, če pač mene vprašaš, je relativno pač neuporabno, ravno zaradi tega, ker pač ta utrujenost igra vlogo pri pač rezultatih, pa med drugim večinoma že ve tudi, ko pridejo za delati v tem času test. Ja, jaz sem malo utrujen, pa me pač zanima, pač kaj bo pokazalo, pač ne rabiš. Daj se spoči, pa prid pol, pa bomo pol ti lažje tudi pač rekli, ok, za naprej je smiselno iti tako, pa tako, pa tako. Zati je v bistvu tudi, včasih se dela do kakšni screening testi, se pravi, da ekipa reče, pač pošle kolesarja, dajte pač tega nam stestirajte konec sezone, da pač vidimo, ga bomo vzeli. On je že kar dober pačenke, tako pa če ga lahko zelo testiram, sem pač ne bo to realno stanje pač za njega. Pač, ne. Je mičkeno, kar se tega tiče, zato pač testi kot taki po nekih dolgih sezonah so pač pri kolesarjih, ki pač veliko tekmuje, da mogoče manj začarjanje. No. Se pravi, kaj je zate spočit kolesar? Ker eno je, da ti vzameš par dni, pa je to, jaz pa to mislim, da ti misliš tako, da si en mesec... En mesec je dolga. Ne, možno da en teden. Ja, ok, pa če zdaj, če govorimo, se pravi, potem spočit, se pravi, ne, da pride zdaj po Lombardiji v nedelo že na test, ampak rečemo, ali pa ne vem, da bi gledali zdaj Pogi Challenge za rekreativce, pa vem, da bo šlo tudi najbrž kar dosti teh naših amaterjev tudi gor. Kdaj bi jim pol rekel, ok, zdaj pa v bistvu druga polovica novembra. Tudi tako zdaj v bistvu za kolesarje, ki pač mi delamo, pa so se sezone začele zaključevati mogoče 14 dni nazaj. Nekateri so v bistvu ta vikend zaključili, nekateri boste naslednji vikend, nekatere kolesarke so zdaj se recimo na Trevale zaključilo, ki so imeli, se pravi, zdaj gremo pač v to fazo pač posezonskega počitka, ki je ponavadi razdeljena na dva dela, pač eno je pasiven, se pravi to, da ne delaš nič, da se čisto odklopiš. To je zdaj čisto dolžina tega, je malo odvisno od tega, koliko se je treniralo, koliko dolge so bile sezone, ampak nekje od 7 do 20 dni je lahko pač to obdobje, kjer se pač kolesa praktično ne dotakneš. Sploh tisti, če si imel mestko kakšno 3-tedensko dirko, si pač želiš mogoče bolj proti 20 dni, sploh če veš, da je bila sezona dolga pa zahtevna, ampak načeloma dajmo reči, ko pač čez palec 10 do 14 dni je sigurno pač neko tako obdobje, ki si vzameš brez. Pol pa v bistvu začnemo razmišljati o pač prehodnem obdobju, to je pa, da se v bistvu počasi že začneš vračati v neke aktivnosti, v neke delno treninge, ki so nestrukturirani. To traja nekje 2 do 3 tedne. Se pravi, da začneš mogoče, če si bil prevajen 5-6 krat na teden trenirati, pač začneš mogoče, da narediš 2-3 treninga, ki so sicer pač v easy, poskušamo mogoče še kakšno drugo obliko vadbe poleg kolesa, se pravi, še kakšen jogging, kakšen hike narediš, gym začneš noter dodajati, ampak volumensko pač mogoče 1/3 tega, kar si dela. Naslednji teden poskušaš dodati pač še en trening zraven, da greš mogoče iz 3 na 4, pa mogoče še en gym noter, pa si mogoče na tistih 50% treninga, ki si ga vajen, pol tretji teden pa recimo pač še en trening noter, pa si v bistvu mogoče že proti 5, pa 2x gym, pa na enih 70, recimo čez palec enih 70, mogoče 80% treninga, ki ga boš delal. Po se pa v bistvu začne priprava na nov del, ker praktično v tednu 2 prideš na tisti volumen pa frekvenco treninga, ki ga pač želiš imeti. Kot narediš 4 tedne tega treninga, takrat prideš nazaj na test. Zakaj? Zato, ker v prvi fazi, ko ti v bistvu narediš ta pač počitek 14 dni, se ti v bistvu akutno zgodi trening, se pravi, izgubiš na zmogljivosti, ker pade VO2 max, zmanjša se pravi, utripni volumen srca, se pravi, količina krvi, ki ga srce pač prečrpa z vsakim utripom, ker se zmanjša količina vode v krvi. To so v bistvu vse stvari, ki ti pripelje do drop performancea od 5 pa tudi do 20% lahko. In pol, ko v bistvu ti začneš počasi nazaj trenirati, se to pač počasi vrača, ampak da ti dejansko priješ nazaj na neko normalen nivo,
pač traja kakšnih 4 do 6 tednov, nekaj takšnega. In zdaj, če ti vmes že prej greš testirati, boš itak imel pač slabši performance. V večini primerov. Malo tudi odvisno, kako hitro kdo pač pride nazaj na pač nivo, kjer je bil, ampak nek detrening se vedno pač pričakuje. Se pravi, pa ko ti daš mogoče tisti prvi blok treninga, nekega normalnega treninga že čez, si pa bolj kot ne že pač na tistem nivoju, da lahko začnemo. Ok, zdaj pa dajmo pogledati, kakšno je stanje, pa da vidimo, kako si bomo zastavili pač trenažni proces naprej. Tako da večino primerov, se pravi tisti, ki so zdaj nekako začeli pač počivati, se pač pogovarjamo, da se bo pač tam druga polovica novembra pa december se bo pač precej testov pač naredilo. Ne? Ja. No, se pa sem približen, sem prav predvideval. Po enem mesecu, načeloma dobremu mesecu, ko začneš pol trenirati. Ja. Najdaljši obdobje počitka, ki sem ga jaz delal z kolesarjem, ki je imel res konkretno dolgo sezono, se pravi na najvišjem nivoju, ki ga gledamo, je bil 6 tednov. To je tega, da so bili, se pravi, 20-21 dni smo bili čisto brez kolesa. To govorimo že čisto izčrpanosti ali sam pretreniranost? Ne, v bistvu samo pač kot v bistvu fail safe, da bomo lahko novo sezono pa pripravili novo sezono res začeli spočiti. Pač mora se hormonski sistem se mora nazaj postaviti, živčni sistem se mora pač dobro zregenerirati, da dobiš tisto odzivnost. Muskulatura se mora pa regenerirati in to v bistvu pač traja. Tako da pač tokrat je bilo, se pravi, mislim, da je bilo kar 3 tedne čist brez, pa pol v bistvu še 3 tedne, tako da je po 2 oziroma 3 neke treninge delal, zelo malo. V bistvu je bilo že tako kar mal solzic na koncu, pa straha, to bo pa kar orang detrening, pa je bil zelo velik detrening. Jaz mislim, da smo v tisti fazi izgubili sigurno enih skoraj 60 vatov, recimo, če govorimo o drugem laktatnem pragu. Ja. Koliko je pa to pol hitro nazaj dobil? V bistvu tako trajalo je po moje 3 mesece, da smo prišli nazaj na nivo, ampak še bolj zanimivo je bilo to potem v sezoni, ker je on v bistvu se res dobro takrat spočil. V sezoni pač on je lahko treniral veliko intenzivno in se je po vsakih takih zadevah dobro zregeneriral. Pač ker je telo v bistvu smo začeli zelo spočitega stanja, on se je lahko dobro regeneriral. Sred sezone je bilo tako, rekel, Simon, jaz sem ponavadi bil že, junija pač precej utrujen, zdaj se pa še vedno dobro počutim, še vedno lahko treniram, še vedno lahko pač performam. Ravno zaradi tega, ker smo pač res tako po moje najbolj fresh, kar se je dalo pač začeli nazaj trenirati, ker ko smo mi pač spočiti, ko pač telo funkcionira tako, ker pač se lahko dobro adaptiraš na trening, veliko lahko narediš. Če pa nimaš tega počitka ali pa začneš na pol utrujen, to se ti pa zelo hitro, ko se pač ta priprava začne, kot moraš enkrat narediti 100-110 ur na mesec, je pa to problem, ne. In takrat je bilo potem tako, 3 mesece potem, se pravi, do februarja je bilo kar strah, tako, to bomo ful slabo performance spust. Tvoje glavne dirke so pač juni, juli. Ne sekiraj se. In pač tako je bilo. In pol je v bistvu, recimo, da smo bili prej, se pravi, 360, se pravi, drugi laktatni prak na 62-63 kilah. Se pravi, po tem, ko smo pač naredili pauzo, pa ko smo začeli manj, smo bili tam na enih 300 vatih, 310 vatih, se pravi, pač je praktično jokal, ker se toliko slabo pripravljen še ni bil nikoli. Ampak pol v sezoni smo pa tako 380 vatov, takrat, kadar je bil pač pik. Je pa res, da pol v bistvu je bila tista priprava na cilj, ki smo ga imeli, mislim, da smo imeli glih nekih 8 mesecev nekaj takšnega in pol po tistih 8 mesecih, ki je bil pač kot glavni pik pred drugim delom sezone, smo pa pol v bistvu še en teden pač off the bike, zato da smo še drugi del sezone lahko sfurali. Ampak to je bil pač res tak pač zelo ekstremen pa dolgi primer. Kaj bi pa ti zdaj svetoval recimo vsem telim kolesarjem našim, ki pa pač vsi ne dirkajo, vsi ne tekmujejo, ampak se vozijo veliko, tudi ko se z nami zdaj vozijo recimo na rundah, na izletih. So to ljudje, ki so, 4-krat, 5-krat na kolesu, sigurno na teden. Se tudi dobro vozijo, lepo vozijo, imajo mogoče že malo tudi vejo, da se treba voziti na isti, da se treba voziti kakšen dan bolj. Pa da zdaj da ne zgubijo toliko veliko, njim tudi recimo svetuješ, da naredijo zdaj neko pauzo čist in da potem začnejo se prav postopno tako malo s trenažerji, s kolesom, s tekom, pač z ostalimi športi. Mislim, sigurno bi se nek odklop, zdaj kdaj točno, zdaj če nekdo, ki
nima resnega tekmovalnega koledarja, potem ni problem tudi, če rečemo, ok, zdaj ta teden, pa še naslednji teden bo lepo vreme, ga bom še izkoristil, itak izkoristi. Ampak da je mogoče pa potem si vzam tisten teden ali pa 10 dni. Med drugim ne samo pač zase, pač žena bo vesela, otroci bodo veseli, ker še ima mogoče več časa, pač prijatelji, ki mogoče prej zaradi tega, ker si bil veliko na kolesu, mogoče nisi vedno uspel toliko časa namenjati, bodo veseli, pa bodo vedeli, ok, cool, zdaj se pač, ker ima čas, si ga je vzel, pa vemo, da pač ga med sezono nima, pač pa je v redu, ampak pač važno, da si je za nas vzel čas dale, ko si pa lahko, što so stvari, ki jih pač potem pač hočeš izkoristiti. Ampak ja, definitivno, ko se pač pokaže neka možnost, praktično za vsega, ki je aktiven več kakšnih 7-8 ur na teden, bi jaz rekel, da en teden off, pač sigurno. Slište, spočite se tudi vsi ostali. No? Enkrat bo ful kolesarjev klicati. Jaz se bom spočila. Pač to sem jaz zdaj, ko so začeli se počiti, ki se pravi pač na mountain bikeu so mogoče celo malo prej zaključili, kot na cesti, pa sem imel tudi že par sestankov, pa se tako pač pogovarjamo, pa sem tako, ok, pa ste si vzel, ne vem, pač za eno kolesarko, si vzela čas za pač prijatelje malo več, ker si jih zanemarjala v sezoni, ker smo pač vedeli, da jih boš. Pač ja, rekel, da je bilo pač ful v redu, pač smo šli pač večkrat mogoče na kakšno kavo, to uno levo, itak je bilo tako fakse, ne vem, kaj naj cel dan delam, pač če sem prej vajena skozi nekaj delati. Ampak ja, pač poskušaš pač izkoristiti za neke take zadeve. Pač nekateri, se pravi, mlajši tekmovalci, pač se je tudi recimo zelo fak začel, ali pač čist na frišno, ali so pač že na faksu, pa se mogoče že kakšne stvari tu noter lahko pač polovijo, mogoče kakšno urca več že v štartu za knjigo, zato da bo potem lažje. Take stvari pač potem poskušaš pač izkoristiti. No, jaz grem drug teden najprej k sinu v Belgijo za vikend. Aleluja, klevo mir, ker naenkrat bo gužal v lokalu. Čak, pa še na teden vikend imam pa babi vikend. Pa lahko začnem trenirati spet. Takrat bo pol dež, po unmu babjem vikendu pričakujte, da bo kaj to. Jaz bom na trenažerju. Od konca oktobra bo 14 dni bo slabega vremena. Sam tok, navoste se zdaj, kaj lepo. Ja, vse so mi vse konkurenčne, tako da bo res verjetno. Da mi povej, a imaš še kakšen nasvet za konc, tako, če kaj nismo šli čez, pa si mislil, da bomo se pogovarjali, za ta off-season del za rekreativne kolesarje. Ja, mogoče ena stvar, ki se je zelo velikrat potem pač konc sezone, ki je največji problem, ker smo se prej pač pogovarjali o prehrani. Pač vsi so strašili, da pač konc sezone, ok, zdaj pa pač ne kolesarjem, ne porabljam toliko energije, ne smem jesti. In se pač zmanjša pač količina hrane, ki se poje, potem se v bistvu tudi pač nekako regeneriraš, ne, tako, ki si želiš čas. Zdaj je to, da pač se tudi pač mogoče pogosteje pač pregreši, da pač se pač vseeno zadost poje raznolika hrana, zato da se tudi, ne vem, pač zaloge železa, pač da se lahko nazaj nafila, da se pravi pač ferritin, pač, ker je pri kolesalih doskrat pač problem, to je recimo samo en tak pač parameter. Se pravi, da se v bistvu tudi v tem, da se v tem off času ne razmišlja o tem, koliko sem pa rabo, pač koliko lahko pač pojem. Ker če bomo pač še v off timeu, pač v nekem energijskem pač minusu, pač bo to zelo slab recovery. Zdaj je mogoče čas, da se kakšna tista tortica pač prvošči, ali kakšno pivo več spije, ali kakšen burger pač poje, ker si ga pač prej mogoče kdo ni v bistvu upal, pač je, da pač, ker tudi pač psihološko se želiš v tem pač obdobju pač malo pač spočiti, pa prej je mogoče zelo striktno, pa trening, pa prehrana, pa to, pa levo, pa desno, zdaj pa tako, ok, lahko sem zdaj malo bolj sproščen, če te pač kliče kolega, da gremo pač na burger, pa na pivo, pač itak, pojmo. A še z mano na burger, pa na pivo? To imam dol že klecev, tam kam še s tabo hodil kam. Bo pa kaj spila in pivo. Najlepša hvala, ker si prišel v gosti. Kolesarji, pejte v Human Performance Centru, ker se boste dobro spočili, pa spet začeli trenirati 1-2-3 tedne, tako da bojo testi vsaj približno točni, pridite v Velobar na kafe. Najboljše itak pridite v Proof Cycling, pa si kaj lepega kupite za na kolo. Tako da, hvala obema, do naslednjič. Ja. Čau. Čau.